Cerkev mora evangelij oznanjati v revščini. Edini cilj tistega, ki ga oznanja, mora biti ublažitev bede najrevnejših. Pri tem pa ne sme pozabiti, da je to delo Svetega Duha in ne človeških moči. Te misli so bile v temelju homilije papeža Frančiška med današnjo jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte. Pozdravljati, dvigovati, osvobajati, izganjati hude duhove. Trezno priznavati, sem preprost delavec kraljestva. To je tisto, kar mora delati in o sebi praviti Kristusov duhovnik, ki deluje med mnogimi ranjenimi v cerkvi. Sveti oče je izhajal iz evangelskega odlomka, ki pripoveduje, kako Jezus pošlje po vaseh učence po 2 in 2. Zaustavil se je predvsem pri besedah, s katerimi Jezus opiše stil, ki ga morajo prevzeti njegovi odposlanci k ljudstvu. To so osebe brez vsakega razkošja. Na pot naj ne jemljajo ničesar, ne kruha, ne popotne torbe, ne denarja v pasu. In sicer zato, kot je zatrdil papež, ker je evangelij treba oznanjati v revščini. Zveličanje namreč ni teologija blaginje, je samo veselo oznanilo osvoboditve vseh zatiranih. Questa è la missione della Chiesa, la Chiesa che guarisce, che cura. To je poslanstvo cerkve, cerkev, ki ozdravi, ki zdravi. Večkrat sem o cerkvi govoril kot o poljski bolnišnici. Res je, koliko je ranjencev, koliko ranjenih, koliko je ljudi, katerih rane morajo biti ozdravljene. To je poslanstvo cerkve, ozdraviti rane srca, odpreti vrata, osvoboditi, povedati, da je Bog dober, da Bog vse odpusti, da je Bog oče, da je Bog nežen, da nas Bog vedno čaka. Odmakniti se od bistva tega oznanila pomeni tvegati, da se cerkveno poslanstvo izmaliči. Prizadevanje, da bi ublažili razne oblike bede, se izprazni edine stvari, ki šteje, prinašanja Kristusa revnim, slepim, zaprtim.